Zgodba o preplačani električni energiji je tipična tranzicijska zgodba, ena izmed mnogih v zadnjih 20 letih. Zgodba, ki je polna tega, kako institucije ne delujejo, kako pravne države ni in kako je politiki vseeno, kaj se dogaja. Spomnimo se, kaj se je zgodilo. Leta 2007 se je liberaliziral trg distribucije električne energije. Že nekaj mesecev kasneje je 5 elektropodjetij v kartelnem dogovoru dvignilo ceno električne energije za 6%. V letu 2008 jim je to dokazal Urad za varstvo konkurence oziroma Jani Soršak. 15 mesecev smo vsa slovenska gospodinjstva preplačevala električno energijo. Teh gospodinjstv je bilo 900 tisoč in preplačali smo skupaj v vrednosti 15,66 milijona evrov. Nadaljevanje je bilo tipično. Zgodba je šla do višjega sodišča, višje sodišče pa je pritožbe elektrodistributerjev zavrnilo kot neutemeljene. Iz tega je sledil zadnji korak. Elektropodjetja morajo tisto, kar so preplačano ukradla, enostavno vrniti odjemalcem električne energije. Po leto dni po razsodbi Vrhovnega sodišča se ni zgodilo prav nič. Zaradi tega smo se zbrali v društvu za vrnitev preplačane električne energije. Osnovna ideja je ta, da nam je dovolj kolapsiranje pravne države, da nam je dovolj dejstva, da če je Janez Novak dolžen 1 cent, potem pridajo davčni uradi in ga rubijo, če je država dolžna preko svojih podjetij 15,66 milijona evrov, se ne zgodi nič. Zato smo ustanovili društvo, na kateremu se nam lahko pridružite, zahtevate tisto, kar je vaše. En vzvod vaših zahtev je lahko preko www.preplacanaelektrika.si. Naj nam ne bo vseeno, ne molčimo. To je bilo enkrat preveč, kartele je potrebno zaustaviti. Država je naša, ne pod interesnih skupin. Elektropodjetja oziroma podobni karteljaši pa naj bojo kaznovani tako, kot je treba. Udarili jih bomo tam, kjer jih najbolj boli, in sicer po denarnici.